Mineva leto dni, odkar je Kofola prevzela Radensko. Čehi so v enem letu za 7% povečali prihodke in prodali skoraj 2 milijona litrov pijač več. V Radencih je ekipa čeških menedžerjev pod zastavo Kofole hitro spoznala sledi tajkunskih spiral, ki so v preteklosti lastniško obvladovale Radensko. Z njihovim prihodom so spremenili politiko poslovanja podjetja. Direktor lansko leto ocenjuje kot vznemirljivo in naporno, a kljub temu uspešno. Kofola pa se osredotoča zgolj na brezalkoholne pijače in Radenska je za Čehe vstopnica za trg držav nekdanje Jugoslavije. Ko smo delali s rezultatmi v zadnjem letu, smo bili zelo zadovoljeni. S rezultatmi, mislim, prihodkami, tudi dobičkom in tudi kot smo delali na marketinškem poli, smo imeli zelo uspešnu kampanj Moja voda. Kot smo prišli, jedna z prvých zadají byla, da smo dvakrát povećali budžet do investicije do marketinškého budžeta, do investicije do našej najbolej blagovnej známky Radenskej. I potom na koncu leta smo videli, da tam smo dobro delali. Prišlo tudi dobro vremie cez leto a za to sme imali bolje prichodky, ktoré byli več kot 7%, primeru do leta 2014. Tudi sme povećali dobyček, več kot 10% i skupaj smo prodajali več kot 2 milióny litrov pijač za jedno leto v primeru s letom 2014. To sú rezultáty, ktoré za nás sú zelo zanimivé, s ktorými smo bili zadovoljeni, ktoré boli bolje, kot sme imeli celé na prvé leto. I skupaj s tým smo imeli investície v proizvode, kot smo danes. Investirali sme do proizvodne 1,2 milióna eur. Da smo povećali našu kvalitu, da smo povećali, izboljšovali proizvodnju, učinkovitosť proizvodne. V proizvodne smo imeli cel, da bo sme povećali našu efektivnosť a na području komercionálneho sektora smo investirali do izbudovania našej prodajnej ekipe, da bo sme imeli močnú našu prodajnú ekipu na trgovine, tudi zdaj na Horeke. Za to, da im jeden veľký del našeho fokusa bol Horeka segment v následných letech, da my vidimo, tam imamo bol veľkého prostora za rast. Tudi kot ste už imeli informácie od nás, na počiatku tego leta 2016 smo podpísali pogodbu s Pepsiou tudi za hrvaški trh. Imamo pogodbu, franchízovú pogodbu za Hrvašku. Zdaj smo začali, od februára proizvájame tu v Radenci Pepsio produkty za Hrvašku. S tým sme zelo zadovoljní a skupaj s tým smo kúpili od podjeťa Badel hrvaške brande Narainka i Vočko. Narainka sú bezalkoholné pijače i Vočko sú sirupy. Tak zdaj imamo zelo zanimljivo portfolio na hrvaškem trhu, od bezalkoholných pijač do lokálne brande i tudi v kategórii sirupov. Zato smo počeli budovať našu prodajnú ekipu. Danes imamo prvých dvoch zaposlených tudi v Hrvaške, ktorí sú naši prví člani prodajnej ekipe Hrvaške i s záľubom, da bom izbolšovať našu komerciálnu silu na tem trgu. Za razliko od Heinekena, ki je kmalu po prevzemu pivovarne Laško napovedal odpuščanje, so v Radenski zaenkrat ohranili isto število zaposlenih. Danes je 200 ľudí zaposlených, ako bolo pred jedným letom, ampak je to malo drugačije. Zaposlili sme nových 20 ľudí, 18 alebo skoro 20 ľudí bolo upokojených, da prichádza taká generacijská izmena v podjetju.
A myslím, da ešte do konca tego leta sme imeli od 10 do 15 nových zaposlených. Da na konci tego leta 2016 budeme mať približno 210-215 zaposlených skupaj. Zaista nový zaposlený bol v prodajnej ekipe. Bol v prodajnej ekipe a tie nové, o ktorých govorím danes, da iščemo nových zaposlených tu do proizvodne s tým povećaním količine. Teh novih zaposlitev, ki ste jih omenili, ali tukaj upoštevate tudi tiste ljudi, ki ste jih samo pripeljali iz matične družbe iz Kofole? Koliko je pravzaprav tukaj tistih, poleg vas, ki so v Radensko prišli iz Z matičnej družbe smo 5 nás je skupaj z Češke i Slovaške. A ja myslím, oni prichádzajú na nejaké projekty, na 3 mesiace, na 5 mesiacov, kedy máme nejaké projekty, prídu, pomágajú nám a potom grejú nazaj. Ampak zdaj nás je 5. Tak tí zaposlení, 20 ľudí zaposlení, o ktorých govorím, to sú Slovenci. Plus teda dva Hrvati. Zdaj, v tem enem letu ste zagotovo dobro spoznali celotno podjetje. Kje vidite največji potencial za še dodatni razvoj? Kje so še rezerve, ali pa če drugače vprašam, kje so se morda v preteklosti delali napake, da ta zgodba ni bila že prej še uspešnejša? Ja myslím, veľký potenciál imamo z Radensko v regii, tudi u Slovenii a kot som rekol u Horeca segmentu. V regii, v bivšej Jugoslávii máme veľký potenciál. Z Radensko i tudi s ostalými produktami. Kod rečem interno v Radenskej, tak najbol potenciál, ktorý máme, to je izboljšovanie efektivnosti dela. To vidimo, da to je za nás najbol, na ktorý máme veľký fokus. Zdaj nemáme nejaké konkrétne diskusie, ampak my iščemo a gledáme nejaké ciele v tej regii, da imamo ešte ten apetít, da sme ešte greli naprej v tom. Tá naša stratégia, da sme v tých državách imeli lokálne brandy. A skupaj s nadnárodnými kod Pepsiho. To je to, v čom Kofola je zelo močná. Da vie kod delať s lokálnymi brandami, ktorí majú nejakú históriu, ktorí majú nejaké znanie v ľuďoch. I potom skupaj s internacionálnymi brandami, kod je Pepsiho. A tudi Radensku my vidíme kot takú prémiovú vodu za regiu. Podpore slovenskemu športu zaenkrat niso ukinili in tako še naprej podpirajo slovenske skakalce. My da podpírame skakalce, tak tým smo zadovoljení. Tudi skakalci potom nám pomáhajú v nejakých marketinškých aktivnostiach. A my smo bol hrdí na to, da smo ich partnermi. Ključna cilja za Radensko sta tako v letošnjem letu izboljšati in naprej razvijati posle v Sloveniji. Na Hrvaškem pa so kupili 3 blagovne znamke in licenco za distribucijo pijač PepsiCo.